Vlada Republike Slovenije danes obravnavala poročilo Ministrstva za promet in dogodki v predoru še nekaj po odprtju predora za javni predor promet in ga tudi sprejela. Znotraj tega poročila pa je tudi 6 predlaganih ukrepov. In sicer prvič, da se od družbe SCT zahteva pokritje vseh nastalih posrednih in neposrednih stroškov v zvezi z neobratovanjem avtocestnega odseka Šentilj-Sveze. Drugič, da se v primeru neodzivanja družbe SCT glede dokončne sanacije predora vnovči garancija in se za garancijo izbere drugi izvajalec. Tretjič, da se v primeru družbe SCT upošteva 3.d. točka 42. člena Zakona o javnih naročilih in se jo izloči v primeru dokazane velike strokovne napake pri kandidaturah kot izvajalca ali podizvajalca na naslednje javne razpise za izgradnjo predorov v Sloveniji za dobo 3 let. Isti ukrep je predviden tudi za družbo ZIL Inženiring. 5. točka je pravzaprav ugotovitev, da seveda kriminalistična preiskava v zvezi z odpadanjem protipožarne zaščite poteka in mora potekati tudi naprej. In 6. da se za najbolj ključne projekte, ki jih seveda izvaja družba DARS, uvede supernadzor, ki bi pa moral biti iz tujine. Vlada se ni odločala, tako kot je tudi predsednik vlade omenil o usodi uprave DARS-a, je pa obravnavala predlog ukrepov tudi z njihove strani, ki se tičejo tako samega DARS-a, kot tudi odnosov do DARS-ovih pogodbenih partnerjev v primeru Šentvid in tudi za prihodnje. Gre za 14 predlaganih ukrepov, ki pokrivajo nekako 6 ciljev. In sicer prvič, okrepitev vloge naročnika v procesu gradnje, kjer je zajeta tudi kadrovska konsolidacija DARS-a. Drugič, preprečitev možnosti izbora izvajalca z negativnimi referencami. Tretjič, plačilo poslovne škode zaradi neuporabe objektov v času odpravljanja reklamacij. Četrtič, preprečevanje prelaganja odgovornosti za slabo izvedbo del in zagotovitev hitre odzivnosti glede določitve nosilca odprave napake. Petič, zagotovitev učinkovitejšega dela nadzora in povečanje konkurenčnosti ponudbe nadzora, to je pravzaprav podobno, kot je tudi prejšnji ukrep. In 6. uvedba sistema kakovosti. Delno se ti ukrepi nekako tudi pokrivajo. Rok, ki je bil določen za te ukrepe, je 14 dni. Jasno, da za nekatere izmed teh, recimo uvedba sistema kakovosti, seveda ni možna, torej ni možno izvesti do 14 dni. Večina takih pa je seveda tako takšnih. Torej, pričakujemo seveda, da bo uprava te ukrepe in tudi seveda teh 6, ki so bili navedeni upoštevani, tudi realizirala. Minister, začetek. Vprašanje. Morda še teh 14 ukrepov bo seveda uprava totalno je predstavila samo, da ne vem jaz tega.